Nimam problema s tem, da ne moram diagnosticirati bolezni na ulici. Se pa seveda s pacienti pozdravljamo, smo v dobrih odnosih. Lep pozdrav. Jaz sem Jaka Strel, specialist družinske medicine. Vzgoja te dostikrat naredi, ne. Moj oče je tudi, moj oče je oče vzgojnik. Moj oče Janko Strel, tudi oče športno-vzgojnega kartona. Vzgojeni smo bili v športnem duhu. V 180 letih se je to začelo, ne. Tako da dejansko mi smo zdaj že vse generacije, praktično poznamo športno-vzgojni karton. Je tudi zelo dobro, ker se to nadaljuje, tudi v odrasli populaciji. To, kar zdaj delam, ne, torej združujemo družinsko medicino s kineziologijo, neka naravna pot zame. Sedenje je eno od tistih dejavnikov tveganja za zdravje, tudi za razvoj rakavih obolenj, ne. Med sedenjem v službi vstanite, bodite aktivni. Vsaj na pol ure 45 minut. Ni treba veliko, vstanete, naredite 10 počepov in delate naprej. Kadar imate možnost, izberite stopnice namesto dvigala. Tako da ni dovolj samo, da se med vikendom, bomo rekli, skoraj že profesionalno ukvarjamo s športom, ne, pa takrat patiravamo, ampak je treba to dejavnost razpotegniti na cel teden. Zadnja študija evropska kaže na to, da smo Slovenci med najbolj aktivnimi narodi v Sloveniji. Torej praktično 70% moških in žensk v Sloveniji je telesno dejavnih. Je pa res, da približno 20% oziroma četrtina ljudi teh pa še zmeraj ne dosegamo. Mišice so v bistvu neko naša naložba za prihodnost, jaz dostikrat rečem. Do 50. leta jih relativno lahko vzdržujemo oziroma celo nadgrajujemo. Po 50. letu je to težje, še zmeraj se da, ampak kar smo naredili, načeloma ne samo pol naprej. In tisto nas pol nam daje kvaliteto življenja ali pa ne. Največje zadoščenje je to, da ljudje ne zbolijo. Torej, da že v fazi, ko so zdravi, ko imajo svoj največji potencial življenjski, ga ohranjaš in v bistvu preprečuješ s svojim delom in sodelovanjem z ljudmi in z lokalnim okoljem, da do bolezni ne prihaja. To je v bistvu največja kvaliteta družinske medicine. Že na fakulteti, ko smo spoznavali različne predmete, sem nekako videl, da je nekako svoje poslanstvo viden kot v tej, bomo rekli, preventivni medicini, ki se meša s kurativno, zajema vse populacije prebivalstva, predvsem je pa všeč bilo vedno delo v lokalnem okolju, kjer paciente tudi poznaš, jih spremljaš dolgoročno in tako tudi v bistvu najbolj vplivaš na njihovo zdravje.